Ko se usedeš v avto in ko se peleš z avtom, pašeš v tista leta in se moraš tudi počutiti tako. No. Bi rekel, najlepši je, da si kompleten. Poleg pravega avta, prave obleke in pravega vremena je v našem konkretnem primeru zelo pomembna tudi prava lokacija. Arboretum Volčji potok je zagotovo prava. V soboto 20. maja in v nedeljo 21. si boste lahko na tamkajšnji filigransko postriženi travi med tulipani in cvetočimi drevesi ogledali še mnogo več skrbno zloščenih klasikov iz obdobja pred drugo svetovno vojno. Društvo starodobnih vozil Kamnik namreč organizira vsakoletno revijo starodobnikov, letos pa si poleg naših obeta še udeležbo starodobnikov iz 10 držav. Pri ljubezni do oldtimerjev je na eni strani ljubezen do vožnje, na drugi strani pa ljubezen do šraufanja oziroma do popravljanja, sestavljanja. Bolj pomembna tu vožnja ali bolj pomembno sestavljanje? Eno z drugim, seveda. Nedela dopoldne, če ni drugega dela, malo ven, upred tunca, krtačka, posesati malo pobožati ga, da se bolj popoldne na kakšno tortico peleš. Kar se tiče restauriranja, nikoli ni končano. Detaljno narazen, zdreti vse in potem nazaj vse urediti, obnoviti in sestaviti. S pomočjo svojih prijateljev smo ga 8 let restaurirali in zdaj je to moj ljubček. Restauriranje je sigurno izziv. In ko ga enkrat restauriraš in ko to sprobaš in ko to peleš, je super. In potem tudi samo vožnja, hvala Bogu. In da je brez napak in da ko prideš domov in ko avto lepo daš v garažo, imaš res vesele, deci spiti. Razdret, popraviti, sestaviti, zdaj to je en poseben užitek. To moraš imeti. To moraš biti cepljen s tem ali pa konstanten virus imeti, da se s tem ukvarjaš. Mora se pa človek malo spoznati na mehanične zadeve. Dosti, ja, seveda je. Lušen je, da se spoznaš, ampak se smo vendarle ljudje. Povprašaš enega, povprašaš drugega, tako da tukaj se da, tukaj ljudje pomagajo. Če je avto dobro urejen, da je pravilno restauriran, dobro restauriran, potem redno vzdrževanje, vsak servis, kot pri vsakem drugem avtu. Vsakič, ko tega prodam, se odločim za novega. Najprej sva začela z Volkswagenom, pa tisti ni bil dober, pa je bil Mercedes 170 V, on bi rekel V. Ja. Vedno se je najdel eden, ko je imel starejšega. In pa so rekla, zdaj kupa pa nekaj, da bo res staro in da se bo lahko še pelala. Ko ga zrihtaš, mogoče ni več zanimiv in kupiš drugega in ga spet rihtaš in tako dalje in naprej. Kaj je vaš najljubši detajl ali pa delček tega avtomobila? Seveda s tistim, ki se največ matraš in delaš z njim in ga urejaš dolgo časa in seveda na tisti najbolj ponosen. Radio, Blaupunkt, 6 voltov, še original, me najbolj, mi je všeč. Originalno barvo. Verjetno so najbolj zanimiva kolesa, ker so zelo velika, športna. Hitrost doseže 100 km/h, s tem, da ga je problem zaustaviti. Zavorema samo na zadnjih kolesah in ker je precej težki, se vstavi šele na enih, na grozno dolgi razdalji. Moj najljubši detajl, zato sem vprašal, pa je, lahko kar pokažem gledalci in gledalke, je tale brisalec, ki je še ročen. Tako da boste videli, koliko smo se polenili z leti in z asistenčnimi sistemi. Hvala. A veš, da šipa je pa tako, da ga ne rabiš veliko. Ne rabiš, veš? Ne. Ima števc, kilometer števc, potem ima skupne kilometre in dnevni števc prevoženih kilometrov. Jasno, vse mehansko. Koliko kilometrov ima zdaj na števcu? Noben ne ve. Avto je star skoraj 90 let, pol veste, da to noben ne ve. Noben ne ve, koliko ima. Midva smo do zdaj naredila z njim 26 mil 459 do zdaj, kar ga imamo v 14 letih. Cilka je 5000 km na leto. Niti ne prav dost, 1500-2000, ampak to so ti užitkarski kilometri.
To je za 4, v bistvu za 2 in za taščo. Okay, zakaj pa to? Brez strehe je. Se pravi, sprednje dva lahko pod streho sedita. Ja, tako. Ženo imaš pod streho, taščo imaš pa v zadnji. Pogledam. Da se lahko peljem noter. Ja, seveda. Desno, levo, pa desno. Kar kuraže. Lahko bi tudi na 700. Imamo rezervne dele. Kaj je tisto, kar vas je prepričalo, da ste v, lahko rečem, tej družini oldtimerjev? Ne vem, všeč mi je vse, kar je staro, vse, kar je retro. Sam se imam za esteta, samo druženje ja, ampak dam bolj poudarek na tehniko, mehaniko, kot pa na te relije. Nekako se rajše sam odpravim na lep izlet. Gremo recimo na Hrvašk, na Češk, na Poljsk in tako naprej. In bistvo tega je druženje. Mi dva imamo toliko prijateljev po Sloveniji, po Hrvaški, po Italiji, po Avstriji. Veš, to je ne, res. Ogromno, ne? Res. Večji prijatelji, kot so delavci, so ti oldtimerji.